uvod v današnje naše srečanje in pogovor z naslovom Premik čez državno mejo pomeni prestopati tudi meje v glavi. Zakaj gre? Predstavili bomo SMUL, Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani, ASEF, Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo in VTIS, Društvo v tujini izobraženih Slovencev. Preden začnemo, samo nekaj kratkih napotkov. Nekaj težav je danes že, bi lahko bilo težav z Zoomom, zato v primeru, da je, prosim, lahko napišete v chat, če slabo slišite, prekinja, oziroma če vas vrže ven, se ponovno priklopite na isti link, seveda. Nekateri med vami bodo najverjetneje želeli imeti tudi potrdilo o prisotnosti. Zaradi tega vas prosim, da se napišete v Zoom z imenom in priimkom. Enkrat med predstavitvijo bom v chat dala eno vprašanje, kratko, nič posebnega, skratka, z odgovorom na to vprašanje boste tudi potrdili, da ste prisotni. Tako, zdaj bomo pa začeli. Med nami pozdravljam predstavnike Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, dr. Simona Sedeja, izrednega profesorja na Medicinski univerzi v Gradcu, ki bo na kratko predstavil Svetovno mrežo, in pa tudi gospod Matejo Jamnik, redno profesorico na Cambridgeu, ki bo na voljo za vaša vprašanja. Tako da prvo bi morda dala kar besedo vam. Samo še toliko, vabim vas, vprašajte, priključite mikrofon. Veseli bomo tudi, če se pokažete, kdo se skriva za imenom in priimkom. Tako da dobrodošli, vabimo k čim več vprašanjem. Zdaj imate naravnost prekrasno priložnost neposredno vprašati osebe, ki veliko vejo in imajo veliko znanja in informacij in možnosti. Tako da, gospod Simon Sedej, beseda je vaša. Hvala lepa, Tamara. Moje ime je Simon Sedej in sem predstavnik SMUL-a, to je Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki združuje vse bivše študente, ki smo zdaj iz takšnih pa drugačnih razlogov v tujini in delamo v tujini. Smo pa bili v Ljubljani, prej smo študirali tako kot vi na različnih stopnjah. Jaz sem po izobrazbi biolog in nekako sem bil povabljen na ta pogovor, nekako poskušam razložiti malo na kratko mojo pot, zakaj sem jaz se odločil v tujino, oziroma kako sem sploh napravil prvi korak v tujino. Ponavadi hodimo v tujino na dopust, na morje, to poznamo vsi, ali pa na potovanja, in malo kateri se odloča iti v tujino med študijem, recimo, da bi pridobil novo znanje, pa iz drugih razlogov. No, in takrat med študijem biologije sem jaz nekako pogrešal določene stvari med študijem, ki smo jih imeli, oziroma nismo imeli, in sem potem takrat navezal stik s profesorjem Slovencem v Nemčiji in se prijavil na štipendijo Marie Curie, in potem sem za 1 leto odšel v Nemčijo, kjer sem bil na začetku na študijski praksi, začel sem pač vpeljavati neko novo metodo za moj doktorat in potem se to skupaj se razvilo v en tak velik projekt. Med drugim sem potem tudi kasneje izkoristil Erasmusov program za krajše obiske prakse v tujini, kjer sem se naučil nekih novih tehnik, ki so prišle mi prav v sami službi. Zakaj so, verjetno dobro vprašanje, zakaj sploh iti v tujino, ko dejansko lahko vse napravimo doma. Mogoče eden razlog je ta, da se lahko tudi osebno razvijamo, ne samo, da bi zdaj samo iskali izzive službe oziroma med študijem, ampak tudi recimo lahko spoznavamo nove ljudi, ki nam odpirajo nova vrata in lahko potem preko njih
pridobivamo nove kvalifikacije in lahko dejansko izboljšamo možnosti, ki jih imamo v prihodnosti za zaposlitev. Tako da, povedano nam je bilo, da nekateri od vas prihajate iz biotehniške fakultete, ekonomske pa iz filozofske fakultete, tako da imate zelo različna znanja in ozadja in vas vabim k vprašanjem, ki nam jih postavite in bomo poskušali na čim boljši način nekako najti pravo mesto v tujini, kje bi lahko izpolnili vaše cilje in izzive. Svetovna mreža Univerze v Ljubljani združuje preko 150 članov in to so dejansko akademiki, strokovnjaki, raziskovalci in poznavalci različnih ved, s katerimi imamo stik in potem vas lahko poskušamo povezati z njimi. Ampak povedati nam morate, česa si želite, kaj je vaš cilj, kam bi radi šli, kaj bi radi dosegli in kateri so vaši problemi. Tako da to bi bilo z moje strani, mi vas res ob koncu te naše predstavitve, skupne predstavitve, povabil potem k postavljanju vprašanj, lahko tudi preko četa pa preko maila, da nam postavite vprašanje, na katere bomo poskušali potem odgovoriti in vam pomagati. Hvala. Če že kdo ima kakršnokoli vprašanja, se lahko vključi, lahko pač se unmuta ali pa napiše v chat, oziroma skozi samo predstavitev mogoče se še kaj domislite in vas na novo zanima. ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. Njen cilj je razviti in okrepiti izobraževalno-raziskovalno dejavnost, s katero povezuje slovenske profesorje, študente po vsem svetu. Poleg tega fundacija ponuja tudi štipendijski program, ki študentom pač kar precej pomaga pri raziskovalnih obiskih na univerzah po svetu. Nekateri med vami ste tudi v tem času, v teh zadnjih 2 tednih, morda prisostvovali na eni izmed predstavitev, zelo konkretnih predstavitev možnosti, ki jih ASEF ponuja. Med nami pa danes pozdravljam 2 predstavnika ASEF-a, in sicer gospoda Andreja Košmerla, docenta na Univerzi Princeton in pa soustanovitelja ASEF-a, in pa Žigo Gosorja, ki je ASEF-ov štipendist. Tako da, prosim, vabim vas k besedi in kratki predstavitvi. Hvala lepa. Moje ime je Andrej Košmerl. Jaz sem prav tako diplomant Univerze v Ljubljani, sem študiral fiziko. Potem sem šel po Ameriko na doktorat iz fizike in sem potem v Ameriki tudi nadaljeval kot postdoc in sedaj kot docent na Univerzi Princeton. Že vse skozi sem pa tudi povezan z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo ASEF, v sklopu katerega pač vodimo te razne programe, ki bi bili tudi zanimivi za vas. Mogoče bi samo poudaril, da kljub temu, da je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, je to bolj ime vezano na začetke, ker je res šlo za povezovanje med Ameriko in Slovenijo, ampak v zadnjih letih smo pa ta program razširili po celem svetu in ena od naših vizij je povezovati pač Slovence in po Sloveniji in po svetu na področju izobraževanja, raziskovanj in inovacij. In naš cilj, naša vizija je nekako ustvariti neko skupnost, ki stremi po odličnosti, po znanju, vzgoji, izobraževanju in tudi potem, kar se nam zdi ena zelo pomembna vrednota, je, da vse to znanje, ki ga pridobimo, tako v Sloveniji kot v tujini, da ga znamo potem tudi vračati nazaj v skupnost. In tudi ogromno nas v ASEF-u je šlo skozi izobraževalne sisteme v Sloveniji in tudi zdaj, ko smo v tujini, bi radi vračali to svoje znanje. In enako gre tudi za SMUL in za vtis, kot ste slišali. In hkrati tudi skrbimo za slovensko dediščino po svetu. Zdaj, če vas več zanima, potem se lahko pogledate naše programe na ASEF-u spletni strani, pa tudi na Facebooku je veliko več teh aktualnih dogodkov. Zdaj te slajde
bomo tudi delili z vami, če želite na koncu. Zdaj za vas bo mogoče najbolj zanimiv ta program ASEF Junior Fellows. Zdaj, ta program se je začel nekje 6 let nazaj, približno leta 2014, in začelo se je s temi 10-tedenskimi raziskovalnimi obiski, ponavadi preko poletja, kjer so se študentje iz Slovenije prijavili na ta program in če so bili izbrani, so potem rešili preko poletja raziskovalni obisk k enemu slovenskemu profesorju v tujini, kjer so se vklopili v njihovo raziskovalno skupino in so videli tudi, kako stvari potekajo glede raziskav, naučili so se veliko novih stvari, zraven so pa se naučili tudi, so spoznavali okolje v tujini, lahko so malo osebno zrastli, ker so dobili res tako zelo zanimivo izkušnjo. In so potem, ko so prišli nazaj, so na ta način tudi lahko veliko doprineslo k njihovem nadaljnjem akademskem razvoju, bodi v Sloveniji, bodi si potem pri nadaljevanju v tujini. Zdaj v zadnjem letu smo pa rekli, da bi radi ta program še nadgradili in smo se zgledovali po raznih Junior Fellows programih v tujinih, naprimer Harvard Junior Fellows je zelo znan in tudi določeni drugi. In smo rekli, da bi radi rešili ta program v 3-letni program, da bi poleg raziskovalnega obiska, ki se bi ponavadi izvede prvo leto, da bi se potem še malo bolj konkretno ukvarjali s študenti, da bi jih uvedli v neke vrste tutorski program, ki je tudi kjer smo se zgledovali po Oxfordskem tutorskem programu, kjer se mentori in tutorji ukvarjajo študenti v majhnih skupinah, kjer jih lahko pripravijo in jih vodijo skozi akademski proces, kjer jih lahko se več naučijo. Zraven pa poleg tega tutorskega programa tudi delamo razne delavnice za pridobivanje mehkih veščin, kot je naprimer, kako se piše članke, kako se dela predavanje in tako naprej. In cel ta program, skozi cel ta program vam omogočamo, da zrastete osebno in da se tudi osebno razvijate. In tukaj je zelo pomembna izkušnja v tujini in tudi potem nadaljni program v Sloveniji. In zdaj, tako kot sem rekel, zelo si želimo, da bi študentje, ki to pridobljeno znanje v tujini, da bi potem tudi vračali v slovensko družbo in tudi je misleno tako direktno v sklopu sodelovanja med povezovanjem med profesorji in tudi bolj širšo družbo, kjer bi lahko to svoje znanje prenašali na poljudno znano, v ljudstvo, v širšo ljudstvo in tudi v mladino, ki mogoče jih treba še zmobilizirati in zaangažirati za znanost. Tako da bom omenil nekaj tudi teh aktivnih ASEF programih. In zdaj več o tem Junior Fellows programu si lahko najdete spet na ASEF spletni strani, razpis je pa tudi odprt in bom na koncu še kaj več o tem povedal. Zdaj, tako kot sem rekel, raziskovanje je velik poudarek in tako kot sem rekel, ta raziskovalni obisk v tujini je marsikomu potem pomenil odskočno desko, da so šli potem lahko nadaljevati študij v tujini, tako kot sploh, če se greš študirati v tujino, so priporočilna pisma zelo pomembna in če se da dobiti neko dobro referenco iz neke ugledne univerze v tujini, kjer ste imeli zelo dobro izkušnjo, bo to imelo tudi ogromno teže. In zelo smo veseli, da v zadnjih 6 letih smo imeli približno 100 štipendistov. Zdaj, marsikdo je ostal v Sloveniji in v Sloveniji koristno uporablja svoje pridobljene znanje. Kar nekaj jih je šlo študirati naprej v tujino, zelo smo pa veseli, da je tudi naša prva štipendistka iz prve generacije pred 6 leti, Marinka Žitnik, pred kratkim ratala docentka na Harvardski univerzi, tako da smo tudi zelo ponosni, da daje ta naš program tudi otipljive rezultate. In tako bi samo omenil, da po raziskovalnem obisku se te vezi ponavadi ohranjajo, ogromno teh štipendistov ohranja v stikih s svojimi mentorji in tudi včasih nadaljuje svoje raziskave. Jaz osebno sem kar nekaj študentov, ki so bili pri meni, so svoje raziskave, ki so jih delali na Princetonu, potem
uporabili za svoje magistrsko delo na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru, z nekaterimi še zmeraj sodelujemo in delamo nove projekte, ki so se razvili na podlagi tega, kar so prej delali. In študente se pa potem, poleg tega, da se navezujejo na svoje mentorje, se tudi povezujejo med sabo, to delajo razne znanstvene krožke in tudi se povezujejo z različnimi ASEF profesorji. Zdaj, omenil sem že ta ASEF tutorski program, zdaj ta je letos nov in kljub covidu so se že uspeli začeti dobivati, kot sem rekel, ideja, da so to zelo majhne skupine, kjer res se mentori lahko osebno ukvarjajo študenti in se jim res posvetijo ena na ena. Tukaj ima nekaj primerov delavnic. Nekaj primerov delavnic, ki smo jih uporabili, je kako uporabiti, zakaj je kreativnost zelo pomembna pri raziskavah in tudi pri izobraževanju, kako je kreativnost lahko izjemno pomembna tudi, kadar imamo določene omejitve, se pravi, kadar imamo omejena sredstva na razpolago, je kreativnost še toliko bolj pomembna v raziskavah. Imeli smo tudi predavanje na delavnico na to, kako se dela dobre predstavitve za specializirano publiko in tudi za splošno javnost. In potem tudi včasih imamo te razne dogodke, kjer spoznavajo študenti, imajo možnost spoznavati pomembne ljudi v Sloveniji, tako na področju znanja in gospodarstva in tako naprej. Omenil bi, da zdaj imamo tudi predavanja za javnost, kjer ti ASEF profesorji iz tujine predstavljajo svoje raziskave javnosti. Tukaj sodelujemo s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Zdaj, v letošnjem letu smo pa tudi ti ASEF štipendisti so naredili svoj program, ki se mu reče ASEF Mladi umi in ki tudi predstavljajo svoje raziskave po mladinskih centrih po Sloveniji in tako naprej. Zdaj bi pa mogoče predal besedo še Žigi, ki je bil pred 3 leti kot eden izmed štipendistov, ki je gostoval pri meni. Živijo. Jaz bom zdaj v parih minutah probal povedati mojo izkušnjo. Zdaj, izkušnja je bila taka ogromna, tako da bi lahko ure o tem govoril, ampak se bom sam na par ključnih stvari osredotočil. Tako da, takrat, ko sem šel na obisk, sem bil magistrski študent fizike. To sem šel poleti po prvem letniku 2. stopnje. Od takrat sem potem zdaj že magistriral in zdaj sem mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan. To, da je bilo 3 leta nazaj, se mogoče ne sliši toliko dolgo nazaj, ampak recimo ena od dogodivščin je bila, da zato, da sem šel, bil sem pa na obisku pri Andreju na Princetonu. In Princeton zahteva tudi za take obiske, da si pridobiš vizo, študentsko vizo, tako kot če bi šel tja študirati. In takrat je bil Trump glih novo izvoljen, tako da mi je recimo to, da je on zaostril te razmere, zamaknil obisk za 1 mesec. Imel sem plan, da bom tam julij-avgust, pa sem bil pa tam avgust-september. Po svoje je bilo pa to ful dobro, zato ker na veliko teh ameriških faksih polet ni tam nobenega, pa ko sem bil pa še septembra tam, se mi je pa že začel semester, tako da sem tudi videl njihovo študentsko življenje, ker polet res večine tam ni. Pol še ena stvar, recimo glih v teh časih, ko je malo težje potovati pa tako, kljub temu, da sem jaz imel obisk v živo, sva z Andrejem pol časa komunicirala po Skypu, zato ker se polet dogajajo konference in workshop in take zadeve in je Andrej pač veliko potoval, bil na teh stvarih, tako da kljub temu, da sem jaz tam bil, je bila še vedno komunikacija, tako kot smo zdaj vsi vajeni. Mogoče še malo nazaj, zakaj sem sploh šel. V bistvu sem vedel, da si želim neko mednarodno izkušnjo imeti med študijom, pa takrat sem že toliko vedel sebi, da bi mi bilo delo v tujini dosti boljše, kakor študij v tujini, tako da sem se v bistvu na podlagi tega iskal, kaj so opcije in pač našel ASEF oziroma konkretno Andreja kot profesorja.
Tako da tukaj zdaj gledamo ene par slik, na desni dve sta, kako sem tam delal. Vseeno pa ostane tudi nekaj prostega časa, Princeton je blizu New Yorka, tako da to je spodnja leva slika, ki sem šel enkrat med vikendom obiskat. Potem na sredini je, ki sem šel na tekmo ameriškega nogometa na Princetonu. Zraven je pa še, to sem bil ful fasciniran, to je na Princetonu v univerzitetnem muzeju, je tako okostje v bistvu dojenčka oziroma še v jajcu dinozaura. Pa zdaj še par napotkov za vas, ki se odločate, a bi šli, kam bi šli, kako bi šli. Jaz ful priporočam, da najdete koga, ki je bil čim bolj pred kratkim. Jaz sem bil že 3 leta nazaj in to v bistvu v 3 letih se te zadeve toliko spremenijo. Tudi če ne bi bilo korone, v bistvu bi zdaj že težko dal pametne nasvete, ker se situacija ful spreminja. Tako da probite najti koga, ki je bil čim bolj pred kratkim tam, pa ga vprašati, vsaj kar se ASEP-a tiče, lahko kontaktirate kogarkoli, ki je bil, pa vam garantiram, da bo koristno vam znal pomagati. Jaz pač recimo 1 let za mano je šel kolega Matevž, isto fizik, k Andreju, in sva pač ene parkrat šla na kosilo ali pa na pijačo in sem mu pač, tako kot zdajle vam povedal, samo da je trajalo to 3 ure, pa sva govorila o tem, kako je bilo, dal sem mu nasvete. Pa sem še slučajno recimo videl, da ki sem ga spoznal na Princetonu, oddaja čez poletje stanovanje, tako da on sploh ni imel težav z iskanjem stanovanja v tujini, zato ker sem jo jaz samo povezal in 2 dni kasneje sta bila že zmenjena. Medtem ko jaz sem imel s tem kar veliko težav. Tako da to. Včasih pa naj bi kdo šel kam, pa ni nobenega, ki je šel tja lansko let, mogoče je prvič ta opcija ali pa kaj. Tam pa ful priporočam, da kontaktirate direkt profesorja, pri katerem boste delali, da z njim stopite v kontakt, še preden se začnete prijavljati. S tem prvim kontaktom je v bistvu tudi ful lažje to prijavo, ker jo zdaj imava tukaj vse, kar je v prijavi napisan. S tem je v bistvu ful lažje pol tudi prijavo napisati, ker imaš že ta stik, malo bolj razumeš, zakaj bo šlo, tako čisto konkretno, ker to se tudi od profesorja do profesorja razlikuje. Še ena pomembna stvar je pa, to je pa vseeno greste v tujino ali ne, pa pač, da se morate tudi s profesorjem oziroma šefom v kakršnikoli službi, kakor toliko ujeti. In tudi to, če ni tega kontakta, preden se začne delo, pač ne moreš vedeti, da bo to šlo ali ne. Tako da to je po moje to iz moje strani. Ok, hvala Žiga. Ja, tukaj sem dal še kaj, da trenutno je nov razpis je odprt in je odprt zdaj do rok za prijave bo 1. decembra. Zdaj, kaj je pomembno pri prijavah, pač dokumente, ki jih potrebujemo, so vaš življenjepis, izpis ocen. Pozabil sem prej omenjati, da je ta program namenjen študentom vseh stopenj, tako da ni samo za 3. ali pa 2. stopnjo, tudi za 1. stopnjo je ok. Tudi smo že imeli kakšne postdoke. Zdaj, tako kot je Žiga omenil ta opis življenja raziskovalne tematike, tukaj je nekako, kjer lahko vi sami opišete, kakšne so že vaše raziskovalne izkušnje in kaj bi si želeli delati na tem raziskovalnem obisku. In tukaj je zelo dobro, če kontaktirate že profesorja, s katerimi bi želeli delati, ker tako lahko mogoče malo bolj konkretno vidite, kakšni bi bili možni projekti, se pravi, da res da vidite, da je neka sinergija med tem, kar si profesor želi, pa kar si vi želite. Zdaj, lani smo dodali nov dokument, kjer nekako opisujete, na kakšen način bi ti radi doprinesli k širjenju znanja v slovensko družbo in tudi rabite 2 priporočilni pismi. Zdaj, naslednji teden organiziramo tudi webinar, tako kot danes, kjer vam bomo še bolj podrobno predstavili, kako uspeti pri prijavah na tem razpisu in z raznimi napotki. Lahko greste na ASEF-ovo spletno stran, kjer se najde več informacij, lahko pa tudi nam pišete na info e-mail naslov. Tako da, toliko za enkrat. Če so kakšno vprašanje, vam pa z veseljem, jaz pa Žiga še malo več povedal. Hvala. Hvala, Andrej. Je vprašanje že? Kar? Živa?
Mene sam zanima, a to je samo za fiziko, pa za take naravoslovne vede, ali Ne. za humaniste in za vse? Tudi za humaniste. Zdaj, trenutno imamo 50 profesorjev, ki so nekako po celem svetu in tudi za zelo različnih področjih. Tako da imamo tudi lingvistiko, pravo, ekonomijo, tudi take socialne vede. Tako da pač smo pa zmeraj odprti, program se vsako leto širi, vsako leto dodajamo nove profesorje. Zdaj, ko se glas o ASF-u počasi širi, zdaj včasih se nam tudi že profesori sami javljajo. Tako da, če slučajno ni nobenega na seznamu z vašega področja, nam komot sporočite, pa mogoče skupaj uspemo najti nekoga. Ja, to je super. Pa samo, če vprašam, če sem jaz zadnji letnik magisterija in potem recimo, če greš na 10-tedenski obisk, pričakujejo, da boš še prišel, samo če končaš potem študijo. A je možno pač opraviti samo neko krajšo raziskovalno delo pač v tem času? Zdaj, razlog, zakaj si želimo, da so te izmenjave 10 tednov, ne? Zdaj ni to, da mora biti 10 tednov, če je manj ali pa več. Je pa, zakaj želimo 10 tednov? Zato, ker 10 tednov se sliši veliko, ampak v resnici, ker se enkrat začne raziskovalno delati, se pa vidi, da teh 10 tednov gre toliko hitro, da dejansko včasih se niti ne da veliko narediti. Tako da čim daljše obdobje, daljši, ki je obisk, bolj je lahko produktiven. Ja, seveda. Zdaj pa to je pa stvar dogovora med profesorjem pa študentom, kdaj točno bi bil ta termin, pa kdaj bi se to bilo primerno izvesti. Ker naprimer med magisterijem pa doktoratom se predstavljam, da bo tudi neko obdobje. Zdaj, odvisno, kdaj se magisterij zagovori. Zdaj, če se magisterij zagovori septembra, pa se pol doktorat začne oktobra, potem je malo to težje. Mogoče se pa lahko obisk izvede že poleti, preden se magisterij zaključi, da je že to nekako stopnica za naprej. To je pa spet stvar dogovora. Zdaj, mogoče še glede na to, da smo v tej COVID situaciji, mislim, da smo vsi dosti fleksibilni. Zdaj, običajno se ta raziskovalni obisk izvede v prvem letu, ampak pa se zavedamo, da glede na situacijo to morda ne bo možno, tako da če se ne da izvesti v prvem letu, je tudi možnost, da se da obisk prestaviti na kasnejše leta. Seveda, če je to ustreza tako študentov kot profesorji. Super, same dobre novice. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, vidim, da je gospa Barbara Zagorc tudi članica, del ekipe ASF, tudi že v chatu objavlja povezave. Jaz vam pa tudi lahko povem, da če že nismo, bomo pa tudi danes oziroma jutri tekom dneva tudi na spletnih straneh kariernega centra in tudi univerze objavili konkretno informacijo glede samega razpisa, kjer lahko dejansko tudi seznam področij, profesorjev in vse pregledate in seveda ste vabljeni. Ja, to, kar smo slišali v bistvu do zdaj že v prvih dveh predstavitvah, je to, da je mobilnost lahko, da je kar veliko možnosti za mobilnost, ni samo Erasmus. Skratka, in različni načini, kako priti do možnosti in do stikov v tujini. Ostane nam seveda še predstavitev vtisa, torej Društvo tujini izobraženih Slovencev in med nami pozdravljam gospo Kristi Hodak, ki je predsednica društva in associate design director na McKinsey & Co. in pa Aleksandro Pekoščak, ki je članica upravnega odbora društva Vtis in vodja dveh izmed mnogih projektov, ki jih imajo, in to je Vtis mentorstvo in roadshow. Tako da vaju prosim, če predstavita možnosti. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala Univerzi v Ljubljani za vabilo in hvala tudi vsem, da ste danes prišli. Jaz mislim, da že s tem, da ste tu en korak bližje odločitvi o odhodu v tujino. Sem Kristi Hodak in 7 let nazaj sem bila pravzaprav na vašem mestu. Sem se tudi sama prijavila na Erasmus izmenjavo na Politehniki v Milanu.
Hkrati sem se pa tudi na vrat na nos prijavila na redni študij, magistrski študij storitvenega oblikovanja na Royal College of Art in pa Imperial College Business School v Londonu. Tam bila tudi sprejeta, tako da nekako na koncu nisem jih imela izkušnje izmenjave v tujini, imam pa nekako izkušnjo nasploh tujine, ki jo bomo tudi danes delili z vami. Zdaj, zame izkušnja v tujini je bila ta, da sem čist se presedlala karierno, kar se tiče, prej sem bila zelo usmerjena v neko tradicionalno oblikovanje, potem sem se pa preusmerila bolj v smeri biznisa, digitalnega in uporabniške izkušnje. Tako da danes svetujem direktorjem multinacionalnih digitalnih transformacij in pa postavljam na noge nove startupe v tej globalni management svetovalnici, za katero delam. Zdaj, kljub temu, da sem že 6 let v tujini, še naprej sodelujem s Slovenijo, predvsem preko vtisa, več o tem bomo tudi v naslednjih parih minutah povedali. Občasno pa tudi predavam na Univerzi v Ljubljani. Zmeraj pa je fajn priti Slovenijo v gore in se podružiti s prijateljami, tako da zato je vedno čas. Zdaj, tujina osebno mi je dala meni samozavest, samostojnost, in neko odprtost in mi nekako omogoča, da to svojo energijo in ideje prelevim v neko zanimivo kariero. In bi res vsakmu priporočila, da izkusi tujino preko neke izmenjave, ker lahko zagotovim, da vas bo ta izkušnja obogatila ne samo z novimi znanji, ampak predvsem z novimi in drugačnimi pogledi na svet. Zdaj, v naslednjih minutah bova z Aleksandro predstavili društvo Vtis, ampak najprej bi vprašala Aleksandro, da se še sama predstavi. Ja, živijo, lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Aleksandra Pekošak in kot je omenila že gospa Tamara, sem članica upravnega odbora društva Vtis in vodja projektov Vtis mentorstvo in Vtis Oročev, katera ta dva projekta vam bom pa predstavila tudi kasneje. Seveda pa nekaj besed o moji izobrazbi in moji izkušnji s tujino. Sama sem zaključila magistrski študij farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. In nato sem nadaljevala z doktorskim študijem na področju radiofarmacevtskih znanosti v Amsterdamu. Ker sem bila res ambiciozna študentka, sem del doktorata opravljala tudi na Harvard Medical School in Massachusetts General Hospital v Bostonu, in to s pomočjo Fulbright štipendije za slovenske državljane. Po končani Fulbright štipendiji sem seveda zaključila doktorat v Amsterdamu, nadaljevala pa sem s podoktorskim izobraževanjem, najprej v Amsterdamu, v laboratoriju, kjer sem že takrat delovala. Nato pa sem se preselila v Švico in opravila postdoc na Univerzi ETH v Švici. Za ta postdoc sem tudi pridobila svoj grant strani nizozemskega raziskovalnega sveta. Ja, nato pa sem se, preselila v industrijo, sedaj delam kot vodja kontrole kakovosti in odgovorna oseba v radiofarmacevtskem podjetju v Amsterdamu. Slovenijo pa še vedno, odkar sem se preselila, Slovenijo ostajam tesno povezana, ne samo preko društva Vtis, temveč tudi z gostovanjem slovenskih študentov v Amsterdamu. Gostila sem kar 3 študente z Fakultete za farmacijo, ki so z mano upravljali magistrsko nalogo in tudi v okviru Erasmus izmenjave štipendije. Kar pa glede moje izkušnje tujina, bi omenila to, da tujina ti res odpre nova obzorja in te nauči, da postaneš prilagodljivejši in trdnejši. Kot osebno izkušnjo bi pa dodala še to, da sem res tekom svojega študija v tujini, poleg seveda pridobitve doktorata, res poznala čudovite osebe, imela top mentorja, pa postala sem tudi navdušena kolesarka. Super, hvala Aleksandra. Samo še enkrat preverim, a me je zdaj bolje slišati, prej sem slišala, da je malo šumelo. Je zdaj bolje, ok, vidim kimanje, super. Da zdaj še malo povemo o društvu Vtis.
Zelo na kratko, Društvo Vtis oziroma Društvo tujini izobraženih Slovencev je nastalo z namenom, da zastopa interese pa potrebe te nekako vedno večje skupnosti Slovencev, ki so odšli na študij v tujini. Zdaj v našem društvu so tako študenti, znanstveniki, gospodarstveniki, podjetniki in drugi strokovnjaki, ki imajo izkušnje v tujini in bi zelo radi doprinesli k napredku nekako Slovenije z deljenjem svojega znanja. Trenutno nas je že preko 1700 v več kot 50 državah sveta. Tako da ponavadi, v katerokoli državo boste šli, boste dobili vsaj enega vtisovca. Kot zanimivost povem, da imamo dva člana na Havajih, eno v Saudski Arabiji, tako da je res povsod. Zdaj, mogoče samo kot zanimivost, kot sem rekla, pač res imamo raznoliko skupnost, ampak največje nekako skupnosti v tujini imamo v Veliki Britaniji, Ameriki, Nemčiji, Švici in tako naprej. Največ članov pa študira oziroma je študiralo ekonomijo pa poslovne vede, pravo, biologijo, računalništvo in matematiko in pa umetnost in vede v kreativnem sektorju. Zdaj, kot sem rekla, je zelo raznolika. Naši člani so študirali na preko 600 različnih univerzah sveta. Zdaj, kar je pa nek skupni imenovalec te skupnosti, je pa ta neka ambicija in motivacija predati znanje naprej in pomagati Slovencem, in zato smo tudi tu, ker bi nekako radi vam preko te naše skupnosti tudi pomagali pri vaši izkušnji, da je čim lepša. Zdaj, zelo na kratko, naša misija je, da zmanjšujemo razdaljo med svetom in Slovenijo. In to nekako pred 3 glavnih aktivnosti. Ena je povezovanje teh nekih ambasadorjev, dajmo temu reči, globalnega znanja v Sloveniji in v tujini. Drugo je, da spodbujamo pa omogočamo sodelovanje med Slovenijo in tujino na področju predvsem znanosti in gospodarstva. In zadnja je, da opozarjamo glavno odločevalce na problematike pa zakonske ovire pri kroženju znanja. Zdaj, ene te stvari so malo manj, ene malo več pač relevantne za vas, ampak kar bo zdaj tudi Aleksandra malo več predstavlja, prav tisto, kar je mogoče malo bolj zanimivo za vas, in sicer nudimo nekako 4 glavne stvari. Eno so informacije pa neka inspiracija pri odločanju za pač to izkušnjo v tujini, podpora pri študiju, izmenjavi pa praksi v tujini, potem pa, ko se preselite v tujino na izmenjavo, dobite neko lokalno skupnost prek nas in pa seveda potem tudi pomagamo pri povezovanju, nekako integraciji nazaj v Slovenijo in iskanju priložnosti v Sloveniji. A kar prevzamem, Kristi? Kar. Ja, torej, najprej bi tako, prvi sklop so informacije in inspiracija pri odločanju izkušnje tujino. Tu bi posebej rada omenila našo novo spletno stran, kjer najdete res obilico zanimivih in uporabnih informacij. Prva je ta, da imamo za kar 15 držav po svetu pripravljene informacije o študiju v tujini, tako boste našli neko okvirno oceno šolnine, koliko stane šolnina, pozitivne in negativne lastnosti študija v določeni državi in tudi neke splošne lastnosti. Za tiste najbolj popularne države, kot so na primer Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska, Belgija, Švica, imamo pripravljene tudi brošure z osnovnimi informacijami o življenju in študiju v tujini. Te brošure se imenujejo Prvi vtis. Na slajdu lahko vidite tako cover page o brošure Prvi vtis Velika Britanija. V brošurah najdete tako informacije, ne vem, od ureditve zdravstvenega sistema, javnega prevoza, iskanja nastanitve, možnosti za druženje, nekega socialnega življenja, res en kup uporabnih stvari, tako da toplo priporočam branje. Na spletni strani smo pa tudi pričeli z objavljanjem blogov oziroma takšnih člankov z praktičnimi nasveti. Na tem slajdu imate tudi bi opozorila na članek 5 nasvetov pri izbiri do diplomskega študija. Te so 3 res ključne strani na naši spletni strani. Kot inspiracijo imamo pa projekt Veliki koraki, kjer tedensko objavljamo zanimive zgodbe članov, ki živijo in delujejo po svetu. Velike korake lahko spremljate preko naslednjih socialnih medijev, Instagrama, Facebooka in LinkedIna, seveda, kar vam je bližje, sklepam, da kakšen Instagram.
Torej, če gremo kar naprej. Društvo organizira tudi najrazličnejše dogodke. Dogodke smo pravzaprav letos zaradi COVID-a preselili online. Organizirali smo dogodke iz ideje v svet. Tu smo se dotaknili različnih tem, recimo COVID-a, digitalne transformacije, zelene tehnologije, torej res nekih perečih tem, kjer smo gostili člane društva Vtis, ki delujejo po svetu in so nam oni predstavili njihovo področje delovanja in pač tudi pogled na omenjeno tematiko. Kot eden izmed naslednjih projektov imamo tudi dogodka Prvi vtis, dogodek Vtis Roadshow, to je Irina Menemika in mentorstvo, tretji projekt. Dogodka Prvi vtis, to so dogodki, ki ga vsako leto organiziramo v Ljubljani, kjer se lahko v živo srečate z člani društva Vtis, pridobite nasvete v študiju tujini iz prve roke in seveda jih povprašate za kakšne bolj praktične nasvete, naprimer izbiro univerze, izbiro samega študija. Projekt Roadshow Tujina Menemika. Ta projekt je pravzaprav bil zasnovan tako, da predstavljamo študij v tujini po srednjih šolah. Vendar smo ga letos zaradi trenutne situacije s COVID-om preselili online. In tako bomo tudi meseca novembra organizirali naslednji dogodek, ker bomo študentom oziroma dijakom, tisti, ki vas študij v tujini zanima, približali možnosti v tujini. Imeli boste pa možnost tudi se srečati po sobah z člani društva Vtis. Kot tretji projekt, ki smo ga pravzaprav oživeli res pred kratkim, v mesecu oktobru, začeli pred kratkim mesecu oktobra, je program Vtis mentorstvo, ker nudimo 5-mesečni program mentorstva za člane društva Vtis. Društvo aktivno deluje v Sloveniji, kot tudi po svetu. Ima 15 lokalnih odborov, ki organizirajo tako formalna in neformalna srečanja. Kot formalna srečanja bi omenila naprimer organizacijo dogodkov za veleposlaništvo Republike Slovenije po svetu ali organizacijo dogodkov na različnih, odmevnejših inštitucijah, kot naprimer CERN, dogodek, ki smo organizirali v Švici. Lokalni odbori pa seveda organizirajo tudi bolj neformalne dogodke, recimo spoznavna srečanja meseca septembra, druženja o pijači, večerje, tudi športne dogodke. Letos pa so vsi ti dogodki preseljeni na virtualno platformo Zoom. Na tem slajdu bi z vami pravzaprav želela deliti del virtualnega dogodka, ki smo ga imeli, in pravzaprav dogodek je potekal v Švici. Kot del dogodka smo pa imeli smo zastavili anketo članom oziroma tistim udeležencem dogodka. In eno izmed vprašanj je bilo, kaj iz Slovenije najbolj pogrešate. Kot lahko vidite na slajdu, vsi nekako pogrešamo neke slovenske tradicionalne stvari, ne vem, če gre čokolina tradicionalna, ampak kakorkoli. Čokolina, recimo bučno olje, kar so seveda člani tudi izpostavili. Družina, prijatelji in pa v tem primeru, ki je bil dogodek v Švici, je bilo še eno izmed omenjenih besed morje. Dalje bi želela omeniti digitalno platformo Slack, kjer lahko člani komunicirajo preko različnih kanalov. Imamo res obilico kanalov, tako kanale po državah, kot kanale po tematikah, recimo healthcare, life science. Imamo pa tudi kanale, kjer se lahko člani med sabo pomagajo, postajo različne priložnosti za službo v Slovenijo, objavljeni so v kanalu javni razpisi, tudi različni razpisi, priložnosti za štipendije v Sloveniji in tako dalje. Društvo Vtis povezuje člane s Slovenijo tudi preko simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini. Letos bo ta dvodnevni dogodek potekal 21. in 22. decembra. Odprt je za vse. Je pa res izredno zanimivo, da lahko vidite, oziroma slišite, ker Slovenci vse delujejo in dobite res tukaj kakšno idejo za sodelovanje ali pa inspiracijo za kakšno področje, ki ga še ne poznate.
Člani imajo možnost povezovanja s Slovenijo tudi preko kariernih dnevov. Organiziramo karierne dneve za našimi partnerji, recimo pri tem bi omenila podjetje Chemomed, LEK, BCG, Boston Consulting Group, A.T. Kearney in tako dalje. Ja. Še en dogodek, ki je pravzaprav namenjen tudi samo članom, je seveda zbor članov. Vsako leto 26. decembra se člani zberemo na zboru članov v Ljubljano, nato pa odidemo na sprejem k predsedniku Republike Slovenije. Dogodek vsako leto gosti odlično okroglo mizo z aktualno tematiko, kjer se zberejo tako gosti iz najrazličnejših inštitucij, ne samo društvo TIS. Letos lani oziroma leta 2019 smo gostili tudi člane Mlade akademije in tudi članico Univerze v Ljubljani. Seveda pa dogodek tudi res odlična priložnost za druženje, da se člani med sabo srečamo, ker se ponavadi kar nekaj časa ne vidimo, tako da 26. decembra je res dogodek, ki se ga, kako rečem, vsi res aktivno udeležujemo. Tako da besedo pa predajam naprej tebi, Kristi. Super, hvala, Aleksandra. Ja, jaz bi pri tem še poudarila tako, sicer redni člani so tisti, ki so študirali oziroma ki študirajo v tujini, imamo pa tudi izredno članstvo in tukaj vas tudi vadimo, pač nočemo biti zaprti samo za tiste, ki grejo na študij v tujini, ampak seveda imamo tudi dosti izrednih članov, ko so bili samo na izmenjavi v tujini in bi pač radi bili del te skupnosti in imamo tudi pač zmeraj veseli, ker sem že rekla, pomagati, kolikor lahko. Mislim, da tle je tudi primer projekta mentorstvo, imamo neverjetno število mentorjev prav za tega, ker mislim, da vsak hoče pomagati tistem, ki bi radi imeli izkušnjo v tujini. Za na koncu smo samo še zbrali enih par izjav naših članov, namreč vprašali smo jih, kaj ti tujina da in kako te obogati. Mislim, si lahko tudi sami preberete, ampak zelo na kratko, člani so predvsem izpostavili neko samostojnost, odprtost do drugih kultur, navad in tudi kako te nauči biti bolj prilagodljiv in pa tudi razširi obzorja in prijateljstva. Tukaj je ena članica tudi rekla, da se umestiš na nekem večjem evropskem oziroma svetovnem zemljevidu s tem. Mislim, da člani ASAF-a so tudi že tu poudarili na super konkretne primere. Kar mi pa tudi zelo lep ta zadnja izjava in sicer, da ti tujina daje neko novo perspektivo, neke nove načine, kako se en problem lahko reši na 100 različnih načinov. Hkrati pa potem, kljub temu, da včasih govorimo, da mogoče dobite nek kulturni šok, ko greste v tujino, v tem primeru včasih dobite skoraj še večji kulturni šok, ko pridete nazaj. In zato smo tudi poprašali še eno dodatno vprašanje in sicer, na kaj moraš biti pozoren, ko greš v tujino. Tukaj ima mogoče malo bolj z filozofskega vidika, bolj kakor nekega tehničnega, kar tudi vemo, da je zelo pomembno. Ampak tukaj so člani recimo poudarili ta nek notranji konflikt, mogoče se ga še tukaj kdo v tej skupini deli, med tem, da nekako pogrešaš dom, hkrati pa imaš neko to ambiciozno željo, da izveš nekaj novega, spoznaš novo okolje in potem tudi iščeš možnosti, kako to novo okolje in te nove izkušnje prinesti nazaj v Slovenijo. In s tem tudi nekako potem obogatite Slovenijo, ne samo samega sebe. Tako je to neverjetno pomembno tudi za samo državo. In potem tudi, seveda je tudi treba tukaj biti racionalen, kar se tiče denarja, ne. Seveda tukaj je potrebno določen denar, ampak če ste dovolj proaktivni in iščete, denarja je dovolj, samo pač povežite se z ljudmi, ki so že imeli to izkušnjo in boste dobili načine, kako se pač sponzorirati, kako dobiti neko kritje stroškov prek nekih štipendij in drugih načinov. In potem še kot zadnje imamo tudi tukaj, da morate biti pozorni na to, da boste morali postati malo bolj prilagodljivi, iti včasih ven svoje cone udobja in se odpreti novim načinom razmišljanja. In tudi pač nekako razmišljati, da stvari niso slabše ali pa boljše v Sloveniji ali pa v tujini, ampak enostavno drugačne, kar se mi zdi ena taka lepa zaključna misel. Tako da ja, pri koncu bi samo še, da zaključim,
Tujina, kot sem povedala, nekako te obogati ne samo z znanjem, ampak z nekimi različnimi pogledi na svet. Ne? In pridete nazaj zmeraj malo drugačni, na dober način. Zdaj, od vas pa tudi zahteva precej samoiniciativnosti in odgovornosti. Zato, gledajte, zdaj poznaste 3 super noro motivirane skupnosti in organizacije, ki vam lahko nudijo dosti podpore, konkretne priložnosti za izmenjave v tujini. Tako da vse, kar morate narediti, sam nam vzdigniti roko in reči, da rabite pomoč in mi bomo zelo, zelo radi pomagali. Mislim, da vsi trije organizacije. Tako da hvala z moje strani. Pa mogoče, Aleksandra, da sem še ta slajd dam za na konec. Ja, za konec bi vas pa res še enkrat želela povabiti na dogodek Roadshow Tujina mene mika. Dogodek bo potekal preko Zooma 12. novembra ob 19. uri zvečer. Prosim vas, da se na dogodek prijavite preko prijavnice Eventbrite. Mogoče, če lahko, Kristi, sam deliš link, če bi šlo, oziroma ga bom jaz kasneje delila. Tekom dogodka, ja, boste slišali, imeli boste priložnost se pomeniti z člani vtisa iz, naprimer, naslednjih držav: Nemčija, Belgija, Nizozemska, Velika Britanija, ZDA, Švica, in jih res jim zastaviti konkretna vprašanja, jih tudi povprašati za nasvete, kot sem omenila, za smer študija, univerzo, mogoče tudi kakšne konkretne stvari, ki so pomembne za selitev, pri urejanju sobe, ja, in tako naprej. To vam res toplo priporočam. Ja, hvala, gospa Tamara, v imenu obeh, mene in Kristi. Hvala obema. Vprašanja, so kakšno vprašanja? Kristi je omenila, da dvignite roko, vprašajte. Ni potrebno dvigniti roke, samo unmutajte se in vprašajte. Tako da, je kdo? Ja, jaz bi samo mogoče toliko dodala, ne, da dejansko v zadnjih kar nekaj časa, saj ste vsi to veliko omenjali, ne, da v bistvu odhod v tujino je mogoče kakšenkrat res slišan, malo stigmatizirano, ne, kot beg možganov, odhod iz nuje, ne. Ni pa nujno, da je tako, in kar veliko primerov je takih, da ni tako, ne, da se v bistvu vse premalo osredotočamo na dobre strani, ki jih taka mobilnost prinese. In to, kar se mi zdi potrebno, kar je že tudi sama Kristi omenila, je to, da se v bistvu znanja in spretnosti, tudi ko se gre v tujino, za pridobivanje na formalen način, ne, znanja in spretnosti, je to, kar je strašno pomembno, je tudi vse tisto, kar na znanja in spretnosti in neka spoznanja tudi o samem sebi pridobimo na neformalen način, ne. Tako da mislim, da je ta odhod, ne, nekam ne sme biti čist tako zelo stigmatiziran, ne, in govoriti samo o begu možganov. Tudi če pa kdo, kot smo sami slišali, ostane nekje, ne, je še vedno povezana s Slovenijo in tudi na tak način, kot se danes družimo, v bistvu kar veliko naredi in vam je lahko v pomoč. To se mi zdi zelo pomembna točka tudi danes. Bi pa jaz res v začetku sem tudi v samem povabilu smo napovedali SMUL, vtis in NASEF, je pa z nami tudi Katja Cerar, predstavnica univerze, ki bo na kratko predstavila še eno tako možnost, ki jo Univerza v Ljubljani skupaj z partnerji ponuja. Tako da, Katja, izvoli. Tamara, hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot je omenila Tamara, sem zaposlena na Univerzi v Ljubljani. V bistvu skrbim za promocijo študija za tuje kandidate za študij, ki želijo študirati pri nas. Ravno tako sem pa kontaktna oseba na centralni ravni za partnerje iz tujine in pa v okviru mrež, kamor spada tudi SMUL. In v bistvu ravno iz strani članov SMUL, se pravi dr. Mateja Jamnik, dr. Simona Sedeja in pa dr. Alenke Čopič, ki predstavljajo
svet SMUL, je prišla tudi ideja po bolj poglobljenem povezovanju in predstavitvi vseh treh organizacij, se pravi SMUL, ASEF in UTIS, predvsem z vidika neke celovite predstavitve možnosti izmenjave opravljanja prakse v tujini in strani članov SMUL je prišla tudi pobuda in smo tudi že posredovali ostalim članom, da pripravijo nek predlog tisti, ki bi vas želeli sprejeti na prakso ali predvsem na prakso študijske izmenjave po drugi poti. Tako da, kolikor bomo prejeli kakršnekoli predloge, vas bomo obvestili, obveščanje gre preko Erasmus koordinatorjev na vaših članicah, bomo šli ciljano, se pravi, glede na področje, ki ga bodo posamezni profesorji pripravili. Ravno tako bi vas povabila tudi, da sledite našim objavam na spletnih straneh in pa na Facebooku. Mi objavljamo informacije tako o UTIS-u, SMUL-u in ASEF-u, ki so povezane z različnimi dogodki, za katerimi menimo, da so pač primerni in da je zelo zaželeno, da se jih vi udeležite. Sem preverila, smo že delili informacije tudi glede ASEF razpisa in ravno tako tudi od UTIS-a predavanj, tudi potem ciljano usmerjamo preko študentskih svetov, ravno tako informiramo študente. Zdaj Tamara je omenila, oziroma Kristi, obedve sta omenili, da obstajajo tudi druge možnosti razen Erasmusa. Tukaj bi vam predlagala, da preverite tudi javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Vam bom jaz poslala link. In sicer oni ponujajo različne štipendije, tako za namene izmenjav, kot tudi študija, sicer tukaj so določeni pogoji, da se morate potem tudi vrniti nazaj v Slovenijo in lahko najdete tam podrobnejše informacije. Zdaj pa bi šla še na kratko predstavitev Venice International University. A vidite slajd? Ja. Ne vem, zakaj meni tako prikazuje. Se pravi, Venice International University, to gre za nek konzorcij univerz s sedežem v Benetkah na otoku San Servolo. Sam konzorcij je bil ustanovljen leta 1995, predtem je bilo na otoku je bil samostan in pa bolnišnica, nato si je pa beneški župan želel, da bi to postal neko izobraževalno središče z neko kulturno, zgodovinsko usmeritvijo na Benetke in dejansko člani lahko postanemo samo na povabilo konzorcija in tako se je univerza priključila leta 2018. Zdaj, sam konzorcij ima 20 univerz, se ne bi več širil. Te univerze smo iz 15 držav in 3 kontinentov. Tukaj vidite, katere so te države. In v bistvu to gre za tak sistem, da naši učitelji sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti VIU, udeležujejo se jih pa lahko večinoma samo študenti univerz, ki smo vključeni v mrežo. Ravno tako omogoča se izvedba tako krajših kot daljših mobilnosti in se tudi povezuje članice v okviru evropskih, mednarodnih, nacionalnih in drugih projektov. Tukaj so zdaj navedeni programi, ki jih ponujajo za študente. Morda gre za študijsko izmenjavo pri prvem programu, to je program globalizacije za dodiplomske in magistrske študijske programe, traja 1 semester in se tukaj lahko prijavite na Erasmus sredstva. Ravno tako se vi lahko tudi prijavite na Erasmus sredstva tudi za nekatere ostale aktivnosti, ki so jih prej predstavljali, tako UTIS, SMUL in ASEF in jih lahko koriste v okviru izmenjav, če se odločite tako za študijsko izmenjavo, kot za opravljanje prakse v tujini. S tem, da tukaj bi vas opozorila, morate pravočasno načrtovati, ker se določeni roki prijav med sabo prekrivajo. Zdaj, tukaj se pravi, vi lahko dobite iz naše strani Erasmus sredstva, sami pa krijete namestitev, prevoz in ostale stroške, s tem, da vam strani VIU tudi nudijo vso podporo in vam tudi najdejo namestitev in lahko prebivate na samem otoku ali pa v Benetkah skupaj z ostalimi študenti.
Potem v okviru VIU ponujajo tudi različne intenzivne seminarje za magistrske in doktorske študente in Mednarodno akademijo za doktorske študente. To običajno traja 5 do 7 dni. Strani študentov ni tukaj predvidena nobena participacija in celo strani VIU povrnejo stroške prevoza in krijejo strošek namestitve. In zdaj, odvisno od posamezne aktivnosti, ponekod vam krijejo tudi obroke, običajno kosilo. Potem so tukaj še na voljo poletne, jesenske, zimske šole, to trajajo 3 do 5 dni. Tukaj je plačilo kotizacije strani študentov predvideno, s tem, da v bistvu študentje univerz, ki smo članice, plačate kar precej nižjo kotizacijo in tudi kar nekaj naših študentov je bilo že na teh naših aktivnostih. Potem je Worldwide Mobility program, to je v okviru VIU, podelijo tistim študentom, ki so se udeležili program globalizacije in so izkazali neko nadpovprečnost. Dobite lahko, se pravi, štipendijo med 700 in 1500 evrov za opravljanje magistrske naloge v tujini pri partnerjih univerzah VIU. Ravno tako, ko ste na sami izmenjavi na VIU v okviru programa globalizaciji, tudi lahko, če izkazate nekaj, se prijavite, ste pač prepoznani kot nadpovprečni, talentirani, sodelujete pri določenih aktivnostih, lahko dobite tukaj še dodatno štipendijo, se pravi, poleg Erasmus sredstev še 1625 evrov na semester. In ravno tako tem nadarjenim študentom oziroma študenti, ki pokažete neko nadpovprečnost, vam potem tudi nudijo, seveda morate biti prej v programu globalizacije, da vas poznajo, vam potem tudi nudijo pripravništvo v podjetju v Italiji. Zdaj ravno kar je dol na izmenjavi na VIU naša študentka, ki je tudi prejemnica te štipendije, se pravi Red Scholars, podelijo 3 na semester. Trenutno zdaj zaradi same korone potekajo programi tudi online, se pravi v živo. Ona se je odločila, da je šla dol in tudi večinoma študentov iz evropskih držav so v Benetkah. Večina programov pa zdaj v tem primeru poteka tudi online. Seveda se morate vi to prijaviti v okviru prijavnih rokov in lahko potem tudi spremljate online. Zdaj ta študentka tudi razmišlja, da bo celo podaljšala semester, se pravi, da bo 2 semestra ostala v Benetkah in potem tudi šla na pripravništvo v okviru podjetij v Italiji oziroma na članicah VIU. Tukaj so že roki, kot vidite, se je predprijava na program globalizacije za letni semester 2020-2021 je že odprta. Tukaj bi vas posebej rada opomnila, najprej se morate kontaktirati nas, mene, da vas nominiramo na VIU, potem pa še sami opravite glede predprijave in pa prijave na predmete in na namestitev. Zdaj, glede doktorske akademije zimskih in poletnih šol pa bodo roki objavljeni v začetku decembra in tudi vse te informacije so objavljene na naši spletni strani. Ja, se pravi, poleg mene, ki sem kot kontaktna oseba na rektoratu, morate pa obvestiti tudi vašega Erasmus koordinatorja in tukaj so tudi vključeni vsi aktivni linki, vam bo Tamara potem poslala in boste lahko najdeli povezave. Še enkrat, se pravi, pomembno, lahko koristite sredstva v okviru programa Erasmus. V tem primeru je v letošnjem letu namenjenih 470 evrov na mesec, če se odločite za študijsko izmenjavo za vsaj 3 mesece. Zapravi, lahko se pa tudi prijavite, če se odločite za opravljanje pripravništva v okviru podjetij. Če ste izbrani v okviru VIU, lahko še dodatno dobite, se pravi, štipendijo za namen praktičnega usposabljanja za vsaj 2 meseca med študijem ali pa potem v okviru 1 leta po zaključku študija. To zdaj letos za Italijo je 570 evrov na mesec. Zdaj te štipendije se razlikujejo od države do države, to je pač določeno skladno s programom Erasmus, ampak vi lahko ravno tako za vse te Erasmus štipendije koristite tudi za druge izmenjave, za vse priložnosti, ki so bile prej pač predstavljene, s tem, da mora imeti vaša članica z navedeno univerzo sklenjeno medsebojni sporazum, ki vam potem to omogoča. Ja, zdaj na naših, odkar smo se vključili, od začetka, se pravi 2018 naprej, predavajo na programih tudi naši profesorji.
V prvem semestru 2019-2020 je predavala profesor Kustec, to je zdajšnja ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Potem zdaj je v tem semestru profesor Aleksandr Kešeljevič iz ekonomske fakultete, v naslednjem semestru pa odhaja tja profesorica iz filozofske fakultete. Zdaj tukaj gre za nekoliko drugačen način poučevanja, kot ste ga navajeni na Univerzi v Ljubljani, zato se nam zdi ta pomembno, da je tudi taka zelo dobra izkušnja za vas. Gre za to, da ste v bistvu v programu globalizaciji v skupinah združeni študenti tako dodiplomskega kot magistrskega študija z različnih področij. In gre v bistvu za drugačen pristop dela, ker se potem obravnava določena tema z vseh vidikov, se pravi z vseh vidikov študijev, ki jih študenti pač pokrivate v okviru predmeta, ki je razpisan, se potem obravnavajo teme. Tudi vas profesori zelo sledijo vašemu napredku, ne samo v okviru ocenjevanja, ampak tudi sprotno, gre za zelo individualen pristop in samo delo in organizirajo tudi ogromno obštudijskih dejavnosti za študente. Tukaj je spletna stran, dala sem tako spletno stran VIU, kot tudi spletno stran, ki jo imamo vzpostavljeno na naši spletni strani Univerze v Ljubljani. Najdete tudi vtise naših študentov in bila sta tudi dva doktorska se pravi mlada raziskovalca na poletnih šolah, tako da si lahko tudi ogledate junij predstavitvi. Smo imeli pa tudi v okviru dogodka Izzivi v tujini podrobnejšo predstavitev, kjer so sodelovali tako profesor Kešeljevič, kot tudi študentka in pa direktorica programa globalizacij. In če vas zanima, si lahko na tej povezavi najdete podrobnejšo predstavitev, seveda pa me lahko tudi kontaktirate za več informacij. Zdaj, glede VIU bi bilo to vse z moje strani. Tukaj bi dodala še to, da poleg teh organizacij, se pravi SMUL, ASEF in VTIS, obstaja tudi mreža alumni. In mnogo od teh, se pravi članov alumni, ravno tako omogočajo in nudijo pomoč. Tako da najdete lahko tisti, ki so aktivni in vam nudijo pomoč, jih lahko kontaktirate in vam bodo tudi pač pomagali s svojimi izkušnjami, predlogi, priporočili, če se boste odločili za izmenjavo v tujini. Jaz jih pogosto uporabljam za namen promocij in vam moram reči, da se tudi vedno odzovejo. Tako da to bi bilo vse iz moje strani. Če mogoče kakšno vprašanje? Ne? Ok, še vedno mi pa lahko potem vedno tudi pišete kasneje na moj e-naslov. Lahko mogoče pa jaz vprašam študente, ki so tukaj na liniji, a že imate specifično kakšen izbran študij, že razmišljate, kaj je specifično, kam bi šli, nekakšne vrstne izmenjavo? Dobro, bom jaz to več noben noče. Jaz grem recimo zdajle januarja, grem na Finsko na izmenjavo na fakulteto Alto. Sicer sem študent Univerze v Ljubljani, se pravi ekonomske fakultete. Zdaj pa poleg tega bi ful šel reči na kakšno prakso, tako da zdaj se ful prijavljam zdaj se prijavljam oziroma sem bil sprejet, sem poslal prošlo na Audentija, nekaj tasga se mi zdi. Čakaj malo, da pogledam. Alto pa Audencija, ja, Audencija Business School in v bistvu imam nekako nek problem. Zdaj to je začne se mi januarja, v bistvu že Erasmus na Finskem, se pravi 11. januarja. Zdaj za tole prijavljam se na zimsko šolo in sicer se pa začenja recimo 4. januarja, pa traja do, ne vem, konca februarja in zdaj je čisto odvisno, na kaj se jaz prijavim. Ampak nekako bi me ful zanimalo, da bi jaz šel recimo kaj, se pravi, to imajo v Nantesu, Parizu pa Bruslu. In zdaj ne vem, na kaj se ne odločam, a ne grem na to, sploh zaradi te korona situacije, pa
če grem, bi mogel iti v bistvu takoj po novem letu v Nantes, pa pol iz Nantesa verjetno na Dunaj, na Dunaj, pa pol iz Dunaja na Finsko, pa vmes iz Finske nazaj na Francijo in je to recimo tudi cenovno zelo drago. Tako da ne vem, se odločam v bistvu, ne bi šel na online, prijavil se na online ali ne. Sicer tiste najbolj zanimive stvari so pač take, da je v bistvu greš v Nantes oziroma Pariz, kar bi mene najbolj zanimalo. Tako da ne vem, kakšen komentar glede tega, kako se zdaj to lotiti. Če mi pišeš, te lahko takoj povežem z dvemi osebami, ki so na teh dveh univerzah, pa ti lahko še svojo izkušnjo povejo. Je pa definitivno Aalto iz osebne, poznam dosti ljudi, pa so ful praktični, tako tukaj se je fajn pozanimati, ali bo to se potekalo online in če bo ta teamwork, ki je tam zelo znan, dejansko, če so že rešili to zadevo, kar se tiče vodenja tega online. Ja, to nisem še nič dobil, jaz sem bil zdaj v bistvu sam prijavljen pa sprejet. Zdaj tudi predmetnik, kaj še nisem poslal, ker nisem nič pisal. Mislim, da je bil rok do 15. nekaj takega. Tako da ja, se mi zdi, da je ful tako, no, če bo online, da ne bo to zanimivo, kot bi bilo drugačne. Grem pa prvič na izmenjavo, tako da sem pa drugi letnik, magisterija, ne. Se mi zdi, da se to neka zadnja leta, kjer bi lahko se pol v bistvu odločil za to, ne. Zato sem se tudi odločil. Me pa zanima, to sem hotel reči, da me zanimajo kjerkoli praksa v smeri sustainability, renewables in tako naprej. Če poznate še kaj drugače, vam bom pisal, ja, ker mi je treba nekaj imeti poznance, ne. Ja, definitivno. To je bilo to, no. Če bo še kdo drug kaj, da ne bomo sami. Jaz bi mogoče samo še tole komentirala, kar ste rekel, glede korone, zdaj so težave, tudi težave, ovire in nekatere univerze so se odločile, da ne bodo sprejemale, se pravi študentov v naslednjem semestru. Tako da zdaj to morda sledite, se tudi obrnete na vašega koordinatorja, zdaj to ne gre, vi ste sicer omenili praktično delo, to je malo drugače kot ta študijska izmenjava, da se morda... Ja, pač sprejet sem na Finsko za izmenjavo, ne. Se pravi od januarja do junija, ampak za prakso bi se pa tudi prijavljam istočasno, ne. Zdaj malo v bistvu en teden preden grem na izmenjavo na Finsko, pa vmes med izmenjavo je bilo tudi v bistvu možno, pa sem že pisal in kaj, pa so rekli, da moram dobro premisliti glede tega, pa kako bi jaz to v bistvu naredil, tako da mogoče iz tega vidika malo sprašujem, pa zato sem se tudi prijavil na tele dogodke, ki so zdaj, ki smo deležni. Ja, to bo to, no. Ja, sicer zelo težko odgovorimo, zato ker se v bistvu situacija iz dneva v dan spreminja in dejansko boste mogli spremljati v bistvu za vsako državo posebej tudi kakšne pogoje bodo potem oni se pravi postavili in potem tudi načrtovati, tudi mi recimo, ko so prihajali tuji študenti, se veste, se je pri nas iz dneva v dan skoraj spreminjala situacija, pa je bila karantena zahtevana, pa za to državo ne, pa izuno ne. Tako da v bistvu mi smo sicer sproti poskušali čim bolj informirati študente, boste mogli govoriti res pred samim, če se boste odločili, da boste šli spremljati, kakšna je situacija v posamezni državi. Zdaj jaz kaj drugega vam ne bi znala preporočiti, ne vem, mogoče če še kdo drug kaj doda. Mislim pa morda to, da potem spremljate, če se vam za kakšno državo ne bo izšlo, da probate poiskati zamenjavo, kolikor bo to mogoče. Ja, bi pa definitivno priporočila, da se tukaj povežeš oziroma povežete. V Sloveniji nikoli ne vem, ali ne tikam, ali ne klikam, z osebo, ki je študirala na tej univerzi, ker tukaj pol ti lahko tudi povejo, kar se tiče kakovosti virtualnih predavanj in take stvari, da se lahko tudi lažje odločiš, ali je vredno zdaj iti, ali je vredno počakati, ko bo stanje boljše. Stane noben ne ve, kdaj bo stanje boljše, tako da...
Po mojem, it's now or never. Ja, vse zato se pa tako odločam za te stvari. Ampak mislim, da te univerze, kar so zdaj kar dobro, že dobile neke dobre prakse, kako voditi se online. Tako da ne bi tukaj nek skrbelo. Cool. Ampak čestitke. Ne, hvala lepa, ne. Bomo videli čez pol leta, oziroma malo več. Bi še kdo predstavil svojo izkušnjo? Oziroma, kaj ste se prijavili? Živijo. A me slišite? Ja, super. Aha, okay. Jaz imam kamere, ker sem na PC zdaj, ampak jaz razmišljam o Švedski in sem trenutno v dodatnem letu magistrskega programa, študiram sociologijo, drugače sem pa bila na dodiplomcu na kulturologiji. Meni je raziskovanje dosti fajn, ampak nisem še nikoli dejansko pač bila vključena v kakršnokoli raziskovalno skupino, zato me res obhajajo dvomi, da bi me kjerkoli hotel pač sprejeti v kakšno skupino. Obenem me skrbi, da sem v bistvu zamudila že vse datume, ker pač se mi bo status iztekel prihodnje leto, poleti, ko bom magistrirala. Ampak ja, pač imam pa skozi to v glavi in pač si želim iz večjih razlogov pač pogledati, če je to možnost. In ja, ne vem, kakšen komentar na to mogoče. Ja, kdo? Asaf mogoče? Smul? Jaz sem čakal, da bo konec študijskega leta, ne? Če je želja velika in ambicija zadaj, go for it. Ne? Absolutno. Ker to je izkušnja, ki vas bo zagotovo potem usmerila naprej, ne? Bodi si tak ali pa drugačno vseeno, ampak če ne boste poskušali, ne boste vedeli. Tako da nikoli ni prepozno, ne? Nikoli ni prepozno, tako da dajte se lotiti tega projekta in ko vam bo uspelo, bodi si pridobiti finančna sredstva, oziroma skupino, ki vas bo pripravljena sprejeti, en raziskovalni projekt, bodi si krajši ali pa mogoče daljši, vseeno je vredno poskušati. Ja. Okay, hvala. Mogoče sem komentar glede statusa, kogar smo se mi pogovarjali z vodstvi v Sloveniji, če se prav razumem, tudi po zaključku magisterija, status je še zmeraj veljaven do konca septembra. Tako da tudi preko poletja še zmeraj status veljaven. Kar se tiče pa raziskovalne izkušnje, seveda je boljše, če so že neke izkušnje, sploh, ker potem, če lažje profesor nekoga novega uvesti, ampak ni pa to nuja, a ne? Tako da se da tudi brez izkušenj, če se vidi, da je potencial in da je možnost, se da priti tudi brez prejšnjih raziskovalnih izkušenj, ampak verjetno tudi v sklopu magistrskega dela boste tudi naredili določene raziskave. Tako da se tudi, če ne drugega, se lahko reče, se lahko mogoče pri prijavi opiše, s čim se boste ukvarjali za magistrsko delo, ker bo to tudi neke vrste raziskava. Ne si postavljati preveč meje v glavi, ne? Ker celoten sistem deluje na principu inhibicije. Če se še sami inhibiramo, potem ne prije dosti ven, ne? Preostane dosti. Tako da, kar korajžno. Ana, mogoče še ena stvar. Mislim, da tudi dosti univerz v tujini gleda malo širše od samih ocen in dosedanjih izkušenj. Gleda predvsem na potencial in motivacijo, gleda, koliko si bila osebno motivirana, si vključena v kakšne dodatne hobije, a si delala zraven kaj. Pri tem, ne vem, tudi če si kot prek študentskega dela, ne vem, kot eni delijo kot natakarji, eni kot promotorji in tako naprej, a si bila toliko zadosti samo reflektivna, da si razumela, kaj si se ven iz tega naučila, si se tukaj naučila boljš govoriti, boljš se povezovati z ljudmi. Mislim, da take stvari predvsem iščejo. Jaz mislim, da recimo na te univerze, kjer sem se jaz upisovala, pa tudi zdaj recimo moja sestra, ne,
ocene niso več glavna stvar. Glavno gleda se osebo kot celoto, ne? In gleda se v to motivacijo. Tako da, če imaš motivacijo, je tu vse, kar rabiš. Ker potem boš tudi sama se motivirala, da se vključi vse možne stvari in ti bo definitivno uspelo se prijaviti tisto, kar si želiš. Absolutno se strinjam. Samo prvo domino treba premakniti, ne? Potem bodo tudi ostale padale. Absolutno. Lahko samo nekaj dodam kot za izkušnjo na drugi strani, ko sprejemam študente, da pridejo k meni na obisk na Cambridge. Absolutno to, kar si rekla, Kristi, je definitivno res. Mi gledamo kot celotno osebo, gledamo to, da so motivirani, kje so našli, na kak način lahko prikažejo svojo samoiniciativo. In vsak mora nekje začeti. Ko končaš diplomo, še nimaš raziskovalnih izkušenj. In te internship, ki jih imenujemo, oziroma raziskovalni obiski, so prav priložnost za to, da lahko prvič poskusiš, če je raziskovalno delo zate, če si želiš iti naprej na doktorat. Poleg vsega pa ti, Ana, mislim, da delaš magisterij, kar pomeni, da del tvojega dela ima raziskovalno komponento, kolikor jaz razumem. Teda sigurno, da imaš določene izkušnje, moraš samo pač razmisliti, kako jih boš prezentirala oziroma kaj te najbolj zanima, ker pri takem obisku je najbolj pomembno to, da se tvoji interesi in moji interesi, recimo, če bi bila jaz tvoj gostitelj, da se upadajo in da jaz vidim, da ti res si samo motivirana, da se boš vrgla v delo, da se boš vrgla v priložnosti, ki so ti na voljo in boš izkoristila potencial, ki ti je dan. Hvala, najlepša hvala. Če bi sem tu še dodala, kar je moja izkušnja iz magistrskih študentov, ki sem jih tudi gostila, da res poskušate fokusirati, da res pripravite dober CV, da poudarite vse te stvari, da ni za to neko samo suhoparno navajanje programa, ne vem, predmeti, da pač predstavite celo neko zgodbo, enako z motivacijskim pismom. Mi morate predstaviti zgodbo, katera bo vas predstavila, ne? Pa naj bo res motivacijsko pismo, predvsem pa CV tako prijazno očem pa zanimivo. To je bila moja opaska v slovenskih študentih. Mogoče so prvo nalogo dobili posodobiti CV. Ampak jaz mislim, da je tudi ključnega pomena, da narediš oseben stik z profesorjem oziroma s tem, s komer pač želiš delati. Zaradi tega, ker na ta način boš vzpostavila stik, boš pokazala, da si zainteresirana v njihovo delo, boš informirana o njihovem delu, boš lahko prikazala, da si passionate, kako se reče, o nekem področju, ker ljudje delamo pač veliko bolj produktivno in veliko bolj kreativno, kadar nas res zanima, kadar smo res imamo ta passion za temo. Ok, najlepša hvala. Še kdo, ki bi delil? Vidim, da Faganel Neža je edina, ki di na mute. Ali se nisem še opogumila? In vse tiho je bilo. Ne. Ja. Če ni nikogar, se bom jaz zahvalila našim današnjim gostom. Meni, moram priznati, je bila ta predstavitev in pogovor v bistvu zelo prijeten. Tudi sama sem še marsikaj novega zvedla. Predvsem se mi pa zdi zelo pomembno to, kar smo zdaj tudi na koncu slišali, ne? Da če se o tem razmišlja, če je ta želja, treba poskusiti. Ker če ne poskusimo, nikoli ne bomo vedeli, kaj bi se zgodilo. In doma je udobno, se strinjam, velikokrat je velik napor.
kakršnakoli sprememba, pa če tudi je to morda samo, ne vem, druge vrste zvezek, ki je pa šele odit v tujino, ampak je pa vedno poživljajoče. Tudi če so slabi dnevi, slabi trenutki, najbrž pridejo, ampak na koncu mislim, da je vsak lahko zadovoljen s tem, ker veliko več pridobimo. Tako da osebno tudi mislim, da v sedanjih časih, ne glede na COVID, je mobilnost v bistvu sedanja in prihodnja realnost. In v bistvu nekako bi lahko rekla, da če nisi mobilen, te praktično ni. Mobilni smo tudi v bistvu vsak dan, ne? S tem, ko brskamo po tujih medijih, ko smo v stiku s tujino, literatura iz tujine. Skratka, vpliv današnjih možnosti je tako velik in danes smo slišali marsikaj, da mislim, da velja izkoristiti. Ker potem, če v bistvu končam, tako kot si bil naslov, ne, ker treba je narediti ta premik, ne, čez državno mejo, ker to dejansko pomeni tudi prestopanje mej v glavi, kar pa je vsekakor, je daleč od tega, da bi bilo slabo, nasprotno je kar potrebno. Tako da se vsem današnjim gostom zahvaljujem. Tudi vsem, ki ste nas poslušali. V prihodnjih dneh vam bomo tudi poslali gradiva, kjer boste dobili tudi možnost pač stika z naslovi, dobrodošli pa z vprašanji, lahko nam jih pošljete tako tudi Katji na univerzi kot v Karierni center. Tako da najlepša hvala in želim prelep preostanek dneva. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala vsem in srečno. Nasvidenje. Dio.